Maruša, tukaj že nekaj cajta nisem šlo v živo, ker se pač teden hitro obrne. Ampak naslednja na mojem seznamu tistih 30 plus stvari, ki jih želim deliti z vami oziroma s tabo, so ankete. Konkretno je v bistvu vprašanje, kako pridobiti feedback v spletnih tečajih oziroma v spletnih izobraževalnih dogodkih, kjer pač ti pa tvoj udeleženec nista istočasno skupaj, ne. Zdaj, to niti ni nujno, da je samo v spletnih tečajih. Dala sem sicer naslov v spletnih tečajih, ampak to je lahko recimo, ne vem, v suportnih skupinah, ki jih imaš za svoje udeležence v recimo raznih online mentorskih programih. To je lahko tako, kakor sem rekla, v spletnih tečajih, kjer se učenci oziroma udeleženci tvoje učijo samostojno, ti bi pa rad od njih kaj več izvedel, ne, ker si na terenu recimo, ne, se dostikrat zgodi tako, da v bistvu, ne vem, že med samim predavanjem ali pa med samo delavnico od ljudi lahko izveš marsikaj ekstra, kar pa recimo v teh spletnih tečajih ni mogoče, ker pač nisi istočasno s človekom, ne. Zato so lahko, ne vem, vprašanja v smislu, kaj te še zanima oziroma koliko izkušenj že imaš s tem in take zadeve, ne. Skratka nekaj, kar ti da povratno informacijo, da lahko ali izboljšuješ trenutni izobraževalni program oziroma mentorski program ali pa mogoče celo pripraviš na podlagi tega feedbacka neke nove programe. Tako da, zdaj, kaj v bistvu potrebuješ, ne? Rabiš eno platformo za spletne tečaje oziroma za spletne učilnice. To je lahko platforma, kot je, ne vem, Teachable, ta je ena od tistih, ki jih jaz priporočam tistih dveh, ki jih priporočam za nas samostojne izvajalce, to se pravi za nas, ki izvajamo, ki nismo, ne vem, velika organizacija, da bomo naloadali svoj sistem ali kakorkoli. In pa potrebuješ sistem za delanje anket. Ko bom zdaj pokazala, kaj v bistvu to pravzaprav sploh pomeni. Okej, grem pokazati, kaj pravzaprav sploh pomeni imeti anketo. Grem tule v tole okno, ki ga imam inkognito. To je tako, zdaj, kakor ti vidiš mojo spletno platformo za moje spletne tečaje. In imam tukajle pod vsi dogodki imam enega demo, ki je dostopen. Lahko si ga ogledaš tudi brez registracije, tako da tukajle je en primerček, kjer piše možnost anket. In klikneš predogled, to če nisi registriran, vidiš tole zadevo, ne. Malo počakam, da se naloži. Zdaj, tukajle konkretno imam primer, ki je narejen z platformo za ankete, in sicer Typeforum. Zdaj, to mogoče tisti, ki uporabljate, če uporabljaš Typeforum, bolj v kakšne marketinške namene, pol najbrž tole že poznaš. Ampak pokazala bom pa na eni zadevi, ki je v bistvu brezplačna in ki jo vsi ljubitelji Googla imamo zelo radi, to so pa Google Forums. Tipkaš Google Forums na Googlu in potem prvi zadetek so teli Google Forums, pa gremo v obrazce. Zdaj, kar bomo naredili je, jaz imam tukaj sicer že narejena dva primerčka, ki jih dejansko uporabljam v svojih spletnih tečajih, ampak dajmo narediti enega čist od začetka, čeprav tukaj so tudi že nekaj, ki jih lahko uporabiš, ampak recimo, da naredimo čist na novo. Dajmo se zmisliti anketi ime, recimo, anketa. Da, tukaj opis. Tukaj zgoraj bi lahko dodali slikco, zdaj ne bomo dodajali, recimo, da nam tale barva ni všeč, pa da bi radi nekaj zelenega. Okej, pa bomo pa dali še vprašanje 1, pa dajmo dodati opcija. Pa dajmo vprašanje dati konkretno. Ali imaš izkušnje s tem programom? Pa dajmo reči, po moje, da mora biti obstajati neka opcija. Nisem true pa false, pa bomo dali, ja, imam, recimo nekaj malega izkušenj, pa dodajmo še opcijo, nimam sploh. Ok,
To bo dosti za anketo, zdaj pa tako ne. V bistvu mi želimo imeti anketo v naši spletni učilnici postavljeno tako, da jo človek samo klikne. Bom jaz tukaj pokazala en primer, ker zdaj na moj Teachable. Takole, kurikulum. Idemo še v kurikulum, tisti, ki imate, če že imaš Teachable, v bistvu bolj ti je tole poznano. Če Teachable še nimaš, brezplačno oziroma za testiranje si ga lahko odpreš. Pa bom tukaj pokazala eno anketo, ki jo imam že narejeno. Tale je sicer z enega drugega spletnega tečaja in izgleda takole. Čakamo. Zdaj, izgleda takole, ne. Bom pa tudi razložila, zakaj izgleda takole na ozko. V tem pač hočemo noter imeti anketo tako, da človek pride, ker naš udeleženec pride do tele spletne strani, oziroma ne do spletne strani, do ankete v spletnem tečaju ali pa v mentorskem programu. Želimo, da se mu anketa pokaže na tak način, da samo klika, ne pa da je link, ki ga pelje nekam drugam. Zato bomo za ta namen, tako rečen, embedali oziroma vpeli anketo v samo stran. Tako da, dajmo narediti v kurikulumu, tukaj imam en test, ampak dajmo recimo tukaj pod New Lecture vzamemo, pa bomo naredili anketa. Anketa Google Forms. Ok, najprej shranimo tole. Potem pa v bistvu mogoče malo nelogična zadeva, ampak vse, kar hočemo embedati v Teachable oziroma v kjerikoli vse podobne sisteme, tudi če delaš, tudi če imaš platformo, recimo, ne vem, če imaš spletni tečaj oziroma spletno akademijo postavljeno na, ne vem, WordPressu, je isti princip, priti moraš do okenca za tekst, potem imaš pa dostikrat tele dva znakca. No, in tele dva znakca poiščemo tudi pri naši anketici, in sicer mogoče najbolj logična zadeva, ampak pod send. Pod send imamo varianto, da pač tole anketo zdaj pošljemo direktno nekomu na mail, ali pa da dobimo link, ampak smo rekli, mi linka nočemo. Imamo pa te dva, kako se reče, korenčka, ali kaj sta že. Skratka, vzamemo tale link, ki je tukaj, to se pravi tole kodo, ki se pojavi med tema dvema korenčkoma tukaj, in damo copy in gremo nazaj v našo platformo. Tukaj smo že preklopili, oziroma nismo preklopili, preklopimo tudi na tele korenčke in prilepimo. Gremo nazaj na korenčke, bomo zdaj tukaj videli, se je anketa že prilepila, damo save, shranimo in pogledamo zdaj, kako naša anketica izgleda. Skratka, takole izgleda, človek pride, reče, ja, imam nekaj izkušenj in da submit, oziroma pač potrdi se, ljudje so dosti, te ankete sicer niso glih najbolj prevedene, nekih opcij nimajo prevedenih, ampak recimo, da smo Slovenci že dosti izkušeni z njimi, pa da dosti angleško znamo, da to nam pomaga. Ok, zdaj pa ena stvar, sem tukaj pokazala v bistvu tale anketica, je pa malo bolj ozka, zdaj kaj je fora, Če smo skopirali tole kodo direktno, je tukaj bila širina 760 pikslov, kar pomeni, da nam je anketo raztegnili na takole, po širini, oziroma pač na tako širino, kakor je bila nastavljena. Zdaj pa tako, večina naših udeležencev to dostikrat gleda naše spletne tečaje na telefonih ali pa tablicah, skoraj bolj več na telefonih, in je pač na telefonu bi takole izgledalo, bom jaz tole pomanjšala. A vidiš, tukaj v bistvu potem piše, ali imaš izkušnje s tem, prav gra, v glavnem tem primeru se mora človek že zaskrolati malo desno pa levo, in tako naprej, na telefonih je to ful zoprno zadelati. Tako da potem jaz pač tukaj predlagam, da anketico malo stisnemo, Zdaj, mogoče malo zgleda bedno, takole, ki je pol za tiste, ki so na računalniku, ampak ja, neko varianto, neko srednjo pot moramo vsekati ali pa moramo paziti, da so res naše vprašanja ful kratka. Kako naredimo? Ok, ko smo v tej anketi, spet recimo send, bom pokazala cel postopek še enkrat, da ne bo zmede. Poiščemo te dva korenčka in v bistvu samo prilagodimo širino, zdaj ne vem, 300 mogoče, recimo 300. Pa damo spet copy, pa bom jaz kar tukaj preteli, to bom zaprla, bom pustila za vsak slučaj.
Pa dajmo kar pri tejle anketi še tole dodati. Zdaj se nam videli, nisem pobrisala, upam, da bo takole delala. Mislim, da bosta dve zdaj tukaj. Save. Ja, dve, tukaj moram pobrisati, ampak bom pokazala najprej. Pogledamo. Čakamo. In zdaj vidimo, to je ona ta široka, ki smo prej pustili z nastavitvami, kakor so bile napisane. Ta je pa klele ta oska, ne. Tako da bom tukaj le pobrisala. Je bila ta zgornja, ta široka. Ja. Brišem ta zgornjo. Ok. Tele malo poprem. Ja, hočem iti. Pa pogledamo in imamo zdaj v bistvu samo tole, nam je ta oska ostala. Skratka, kaj zdaj to pomeni? Ko si na svoji platformi, samo prelepaš anketo iz, to se pravi tole kodo iz Google Formsov, po istem principu deluje tudi Typeform. To se pravi tisti, ki jo poznate, če poznaš, potem ti je tale interfejs dosti poznan. Mislim, da je tale Typeform je majčkeno bolj prilagodljiv, ampak tudi ni toliko, tako da tudi tukaj je treba paziti, koliko je široka anketa. Ok, zdaj pa kaj lahko takoj narediš, ne? Ker razmeri pravim, ne, vaja dela mojstra, ampak samo če mojster dela vajo, in bom takole rekla, izvajaj tudi ti. Fora zdaj v tem, pač, če že imaš spletne tečaje, oziroma če že imaš neko spletno platformo za spletne tečaje, oziroma za online mentorske programe, kakorkoli, pojdi na Google Forms, naredi en čist tak testno anketo in jo prilep v testno učilnico. Tudi jaz imam tukaj, lahko vidiš, uporabljam test. Ista zadeva velja, če imaš na spletne tečaje postavljene na WordPressu, tudi tam se da to narediti po istem principu, skratka, pejti na Google Formse, naredi eno anketo za brez veze in jo prilep toliko, da vidiš, kako to izgleda. Zdaj seveda, kad delaš spletni tečaj, mogoče pa v kakšnih suportnih skupinah ali pa teh online mentorskih programih mogoče niti ni toliko bistveno, v katerem momentu anketo prilepaš. V spletnih tečajih je vse smiselno, da jo smiselno uvrstiš, tako da o tem sem tudi govorila v onem brezplačnem tečaju v 4 korakih do načrta za strukturo spletnega tečaja. Tam si lahko pogledaš moje priporočilo, kdaj je smiselno umestiti tudi anketo v spletni tečaj. Če pa še nimaš spletnih tečajev ali pa če še nimaš, ne vem, svoje platforme, je pa tako. Teachable omogoča, da si narediš platformo, oziroma da si postaviš svojo spletno akademijo tako, za testno verzijo brezplačno, skratka, dokler ne greš live, dokler nimaš udeležencev, je ta zadeva brezplačna. Mogoče ne deluje vse čisto pravilno, ampak take zadeve lahko izvadiš tudi sam. Tako da bom dodala link, kako priti do Teachable te testne akademije. Google Formse pa dobiš tako, da vtipkaš na Google Forms in to je to, ne. Če imaš kakšno vprašanje, oziroma če se kaj zatakne, pa lahko spodaj komentar pod, če gledaš to na Facebooku ali pa če to gledaš na YouTube, lahko tudi na YouTube spodaj komentar, pa odgovorim ob priliki. Ok, to je pa to. Hvala za pozornost, bi se rekla.